En lep pozdrav. Agencija za spodbujanje investicij na avstrijskem Koroškem Babek v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu organizira serijo kratkih predavanj na temo korona krize. Gospod Serajnik, doktor Serajnik, en lep pozdrav. Lep pozdrav. Veste, kaj bi vas zelo vprašal? Slišal sem, da nekatera podjetja pripravljajo tožbe proti Republiki Avstriji, ker jim je bilo onemogočeno poslovanje oziroma zapiranje poslovalnic. Ker mi zadeva ni preveč jasna, bi vas prosil, da nam in našim gledalcem to malo bližje pojasnite. Prosim. Ja, problem je nastal tako, da je zdaj avstrijski zakonodajalec v tej zvezi s korono pripravil čisto nov zakon, ki velja samo za ta virus. Splošni prejšnji zakon, ki pravzaprav tudi naprej še velja, to je epidemijgezec, zakon o epidemijah, je pa predvidel popolno odškodnino podjetjem, ki jih je treba zaradi zdravstvene krize zapreti. Zdaj pa to več ni predvideno, temveč samo po nekih kriterijih, neke zmanjšanje odškodnine. Tako rekoč, in zato so nekateri pravniki mnenja, da bo Ustavno sodišče verjetno razveljavilo določila novega zakona in da bo potem prišlo do uporabe starega zakona. Seveda to predvsem velja za podjetja, ki so morali zapreti poslovalnice po tem zakonu. Vprašanje je, ali bo to prineslo kakšen uspeh take tožbe, in moje mnenje je sledeče, da nič ne škodi in da je celo koristno, če podjetja vlagajo pri pristojnem uradu, to je Bezirkshauptmannschaft, okrajno glavarstvo, take prošnje tudi po starem zakonu. Seveda urad tega ne bo dovolil in potem so lahko tudi pritožbe možne do Ustavnega sodišča. Vmes se bo pa morda pokazala tudi kakšna druga rešitev in potem je to imelo smisel. Ampak opozarjam na to, da je rok izredno kratek. Je samo 6 tednov časa za tak predlog. Potem rok začne teči, čim je ta ukrep neveljaven, to se pravi, čim je podjetje lahko poslovalnice spet odprlo in normalno delovalo. Vse jasno. Hvala za tole mnenje in lep pozdrav. Lep pozdrav.